Gre za partnerski projekt večjih deležnikov. Trebanjska občina je priskrbela sofinancerski denar Eko sklada in ustrezen prostor nasproti tamkajšnje kmetijske zadruge. Mi prehajamo v novo dobo mobilnosti, kjer bodo prevladovali električni avtomobili. Sistem polnilnice povezuje sončno elektrarno in deluje po načelu samooskrbe. Zamisel je prispevala družba Sitel, ki je poskrbela tudi za dobavo opreme sončne elektrarne in oglaševalskih panelov. Tukaj v bistvu se je polnilni stolp, mi imenujemo electrical tower, z sončnimi celicami. Se pravi, da je vgrajen, da energija, ki jo zdaj proizvajamo iz sonca, in če polnimo avtomobile, gre direktno v avtomobile, drugače pa sama zadeva deluje kot net metering. To, kolikor je dejansko proizvede, gre ven, kaj porabimo nazaj. To so stolpi prihodnosti, dodaja Čeh. Taki stolpi bodo v budućnosti postali stolpi za polnjenje dronov, ko bodo nosili recimo pakete, mi za njih imamo energijo. Tak polnilni otok lahko postavimo skoraj bilo kje. Projekt financira Elektro Ljubljana, prav tako so v Elektru poskrbeli za priključek in vključitev polnilnice v sistem Gremo na elektriko. Tukaj manjka še baterija, ki jo mislimo tudi v naslednjih polnilnicah, pa morda tudi v tej dograditi, tako da bo potem hranilnik in potem bo oskrba še bistveno boljša. V Elektro Ljubljana načrtujejo, da bo izbrana lokacija v Trebnjem delovala kot pilotni projekt, ta je sicer po grobi oceni vreden med 40 in 45 tisoč evrov.